Pozdravljene, drage gledalke, dragi gledalci. Današnji gost na naši televiziji je Ananda, ki gostuje na ETV že 3 leta in občasno tudi vodi oddaje. Ker mi je Ananda v navdih, sem sama izbrala nekaj vprašanj, ki mu jih bom zastavila in upam, da bodo njegovi odgovori inspiracija tako vam kot meni. Pozdravljen, gospod Ananda. Gledala sem tvojo oddajo iz umske džungle trpljenja do srečnega vrta radosti. Ali lahko malo bolj pojasniš, kako si šel skozi vse te naštete težave, se pravi socialna anksioznost, panični napadi, glavoboli in to vse naenkrat in zdaj si tukaj živ in zdrav, pa sej to je čudaška, ne? Ja, zdaj mogoče bi rabila malo več časa, da to vse razložim. V bistvu, ja, tukaj sem, hvala Bogu, živ in zdrav. Pač, kakor sem povedal, zdaj ne vem, mogoče lahko gledalci še enkrat pogledajo tisto oddajo, kako pač mi je to uspelo, oziroma kako sem bil blagoslovljen, da tako rečem. Ampak ne, bom rekel, tle bi dal zaslugo 1% sebi in 99% Bogu, vesolju, kakor pač ima kdo rad določen izraz. Tako sem sam tudi čutil, dobesedno. No potem, ko sem malo napredoval, sem pa čutil v bistvu, da tudi ta 1% v bistvu ni bil moj trud, ampak je bila, bom rekel, vse milost od zgoraj. Ker da bi, bom rekel, se premaknili, rabimo stremljenje, rabimo težnjo. Težnja se razlikuje od želje. Želja, bom rekel tako, ostane v kavču. Ne. Želim si in nič ne naredimo. Ne. Ampak stremljenje je goreči plamen v našem srcu. To je zauzetost, iskrenost, da bomo, in pa disciplina, da bomo delali na sebi v bistvu, in to sem imel v sebi. In potem v bistvu to stremljenje, ta težnja, to prihaja iz srca, iz naše duše. En tak notranji poriv v bistvu. In tudi ta 1% moje težnje, bom rekel, ni bil moj, ampak je bil blagoslov od zgoraj. Tako da 100% zaslugo za to pač to dam, pač da sem zdaj tukaj in, bom rekel, normalen, kakorkoli sem normalen, da je to, bom rekel, dam zaslugo višji sili. Pa kaj si začutil takrat v sebi, preden si v bistvu šel na to pot meditacije? Kaj je naredil tisti klik v tebi, da si sploh šel na to pot iskanja tega notranjega miru oziroma? Je glih to v bistvu, kar si rekla, mogoče iskanje notranjega miru. Pa mogoče ne glih to, ampak bolj, mislim, da sem že povedal, ampak mislim, da je dobro, da gledalci, ki večkrat slišijo, si zapomnijo, lažje potem vprašanja po višjem smislu življenja. Kdo sem jaz? A sem jaz to telo? A je po smrti konec življenja? A Bog obstaja? Ne vem, a smo mi to telo, a smo kaj višje? Ne vem, nekako mi je bilo tako čudno, da telo samo od sebe se premika brez, bom rekel, nekega motorja, in motor, bom rekel, je duša in tako naprej. Taka pač višje vprašanja to, ne. Seveda sem imel tudi te anksiozne težave, ampak nisem zaradi tega se, mislim, tudi potem, ko sem šel v meditacijo, v duhovnost, zdaj mogoče nekateri ne bodo verjeli, ampak jaz nisem šel zaradi tega, da bi, ne vem, zdaj pa, jaz pa grem v meditacijo, zato ker rabim mir. Ne, sem šel pač zaradi ljubezni, zaradi Boga, pač zaradi iskanja resnice. In potem pač, bom rekel, je to spontano prišlo pač to, bom rekel, delo na sebi. Zato tudi velikrat omenjate vašega učitelja, da ne bom narobe izgovorila imena, se pravi Šri Čimoja. Šri Činmoj. Činmoja, Ja, ok. ja. Zakaj, kaj je bilo? Činmoj pomeni, je sanskritska beseda sanskritskega izvora, pomeni
poln, full of divine consciousness, se pravi, poln božanske zavesti. Ja, Okay. Se pravi, kaj je bilo tako posebnega pri njemu, kar si ti opazil in videl? Pa iz kje ime Ananda? A vam ti ga je on nadel ali kako je prišlo do tega? Kaj je bilo posebnega pri njemu? Vse. Vse. V bistvu prvič sem ga videl leta 1995 v Pragi na koncertu, kjer je bilo 13,000 ljudi. Ampak takrat nisem nič posebnega čutil v njemu, ker sem bil poln anksioznosti, poln treme, vseh teh težav, nervoze, socialne anksioznosti, bolečin. Ampak sem enostavno šel, nisem nič čutil, ampak mislim, ko bi rekel, nisem nič čutil. Videl sem, da je on neko bitje, ki izstopa od drugih, ampak bom rekel, takrat je bila v ospredju še zmeraj ta moja anksioznost prvič, bom rekel, ko sem ga videl v Pragi. Ne. Potem, isto leto kasneje, ko sem začel delati na določenih stvareh, ko sem šel v New York in tam ostal pri njemu in nekaj časa živel. No, potem sem pa v bistvu začel čutiti, ko bi rekel, prvi dan, kar sem v bistvu, ko sem prišel, sem začutil, da v bistvu, da je on rentgen. To ni bila nobena moja mentalna halucinacija ali fikcija, vem. Imel sem razne izkušnje in imaginacije in tudi vem, kaj je realnost. Tako da enostavno sem čutil in videl, da on ve vse o meni in da mu res ne rabim postaviti vprašanja, učitelj, zakaj mene glava boli 3 leta, zakaj imam jaz te težave. Enostavno sem čutil, da lahko z njim komuniciram oziroma da mi lahko pomaga v tišini, skozi ljubezen, v bistvu skozi božansko luč. Ne. In kar sem v njemu videl, čutil je, posebej, ko sem bil blizu njega, ko sem prihajal po prašad. Prašad je posvečena božanska hrana. Ne. To je, bom rekel, dobesedni prevod, posvečena božanska hrana, ki jo damo pred oltar, meditiramo in potem vzamemo to hrano. Ali pa če ti jo tak učitelj takega kova, bom rekel, da hrano, potem je to posvečena hrana. In ko sem prišel k njemu po hrano, tako v bistvu zdaj, če bi v sabo vprašal nekatere psihologe, bi rekli, ja, veš, ti si to mislil, jaz vem, kaj sem mislil, kaj sem čutil. V bistvu sem videl luč okoli njega, okoli njegovega obraza. Čeprav, bom rekel, je imel tako, kakor Indijci je imel tako kakšne pore, ampak meni so bile te pore nekako všeč v bistvu. Ampak ne samo to, v bistvu videl sem luč v njegovih očeh, videl sem tako, kako se oči, ne vem, kakšno barvo oči imajo, ampak videl sem, kako se oči vrtijo, V bistvu, videl sem neskončnost v njegovih očeh, nekaj, kar nisem v nobenem človeškem bitju videl. Pa sem tudi se pred tem srečal, ko sem se srečal z 2 duhovnimi učitelji, pa nisem to v njih čutil. To ne pomeni, da oni niso ta pravi, ampak enostavno niso bili meni namenjeni v bistvu. Ne. In čutil sem to božansko luč v bistvu, sočutje. To v bistvu, da on vse v meni ve. In zato jaz mu v tolikih letih nobenega vprašanja nisem postavil. No, bilo je nekaj, ne vem, ali lahko ostanem v New Yorku, ali lahko tukaj delam, ne vem. Taka, če splošna, v bistvu vprašanja. Največkrat posredno preko drugih, mogoče ne 2krat direktno, ampak meni ni bilo pomembno, da se z njim pogovarjam. Nisem to rabil v bistvu. Ko sem njega videl, sem čutil ljubezen. To je v bistvu, ne, imamo pojem avatar. Ne. Nažalost se danes avatar uporablja tudi, ne vem, v nekih računalniških, ne vem, nekih tam avatar, nekaj, kar lahko belo obarva, modro, kaj neke aplikacije, niti ne vem kaj. Tako. Ampak avatar je sanskritska beseda in pomeni Bog v človeškem telesu. Ko Bog vzame obliko, pride v človeško telo. Zdaj, Bog, zdaj spet naziv, ne? Ja, naziv, ne. Zdaj, jaz bi tle mogel reči, ko vesolje, ko sila pride, ne, Bog ni noben stric na nebu, Bog ni noben, mislim, lahko je, Bog je vse, Bog je neskončen, ampak bom rekel, ko energija, ko ta božanska energija, no, če tako se izražam, ko pride, ne, bom rekel, tako gledalcem, da bo bolj
pristop, ko bi rekel, avatar je utelešenje božanskosti, bom rekel, no, tako, no, namesto Bog v telesu, bom rekel, ne. In To si začutil pri njemu? Ne, to nisem začutil. Ne bom rekel, da sem čutil, da je Bog zame, no. In zame je in pač Bog, če moram reči, in Jezus, in Buda, in Mohamed, in vsi. V bistvu jaz nimam, ne, pač čutim, jaz nisem tak, da bi rekel samo moje edino, vaše drugo pa ni, vsak ima svojo pot. Ne. Bom rekel, če ne prideš k meni, boš šel v pekel ali pa ne vem, ne. Tako, nekateri pač tako govorijo. Ne, kar nisem začutil, da je on Bog, ne, ampak sem začutil sočutje, ljubezen, luč, neskončnost, enostavno, da me on pozna, da me sprejema takšnega, kakršen sem. Imam svoje družinske člane in tako, in včasih, vse se imamo radi, ampak včasih tudi, če imamo nekoga radi, ženo, moža, brata, sestro, očeta, mama, včasih nas ne morajo sprejeti takšni, kakršni smo v bistvu, ne? Včasih nas ne morajo, ampak pri njemu sem čutil, pač, da me je sprejel absolutno takšnega, kakršen sem, z vsemi mojimi nepopolnostmi. In dostakrat, ko sem njega videl, v bistvu potem kasneje, vedno, ko sem njega videl fizično, je na površino prišla ta moja ljubezen božanska. In to je bilo tako izpolnjujoče, ta božanska ljubezen. Zdaj ne vem, če se gledalci lahko najdejo nekateri o tem, ampak človek, ki uteleša luč, božanskost, ljubezen, in ti moraš biti odprt v bistvu. Mnogi so prišli k njemu, pa so šli drugi dan domov. Jaz poznam 2-3 človeka, ki sta prišla iz Azerbejdžana, iz Kanade, ki sta prišla k njemu, sta bila en dan, dva, pa nič. Ampak moraš biti sprejemljiv, moraš biti odprt, ne? Sprejemljiv, kaj pomeni biti sprejemljiv? Sprejemljivost je posoda v bistvu, če tako rečem, posoda, ki nam dovoli sprejemati te božanske kvalitete. Zdaj, mi moramo vsaj malo pozitivnosti imeti, da smo lahko sprejemljivi. Vsaj malo. Ampak, bom rekel, kar največ odpira posodo sprejemljivosti je hvaležnost. Hvaležnost, da smo hvaležni v bistvu. Ne? Hvaležnost in pa stremljenje, absolutna želja, da imamo željo in stremljenje za preobrazbo naše narave v bistvu. Ne? In zato sem pač bil sprejemljiv, da sem lahko v njemu čutil to, kar pač je on imel v bistvu, da mi da. In ko sem živel, ja, in vedno, ko sem ga pač videl, ker je pač oddajal tako energijo in ker sem jaz bil tudi sprejemljiv, rekel, za malo luči, ki sem imel, sem v njemu videl neskončno luč. To je isto kot recimo doktor, ne, kirurg. Recimo on nekoga operira, ne, in potem operacija uspe, pacient umrl, če se pohecam, ne. Nekdo ga pač operira, kirurg, ne? In potem laiki mi rečemo, ok, ta kirurg je dober, ne, super, ne? Ampak zdaj, zares, koliko je on zares dober, ne? Mogoče njemu spodletelo pri nekaterem pacientu, ne? Koliko je on zares dober, lahko pove samo drug kirurg, ki je kompetenten za to. Ali pa mogoče lahko pove nek študent, ki študira, ki je blizu njemu, ali pa ki se mu dozdeva, kaj ne? In kaj hočem povedati, moraš z to malo luči, ki sem jaz imel, sem v njemu videl to neskončno luč, ne, v bistvu, ne. Tako da, to je to, no, v bistvu, zdaj, bilo bi še dosti zapovedati, zdaj ne vem, sem kaj izpustil. Ne, zanima me sam še vaš naziv zdaj Ananda. Vam ga je on dodelil? Kako ste prišli do tega naziva in kaj pomeni? Ja, moram pač, to sem že dostikrat povedal, ampak bi še enkrat povedal. Naprimer, začel bi tako z enim takim provokativnim, ker sem prebral en komentar, čeprav sem te komentarje ne dam dosti. V bistvu raj zaščitam druge ljudi, kot pa sam sebe, ker nimam potrebe ščititi sam sebe, zato ker čutim resničnost in če čutiš resničnost v sebi, to pač kar si, potem nimaš potrebe po dokazovanju. Če jaz danes pojem, naprimer, mango, pa če ti rečeš ne, Ananda, nisi ga pojedel, jaz ne bom imel potrebe tebi dokazovati, ker vem, da sem ga pojedel, razumeš, ne? No, in je en napisal, zdaj, ko sem imel z Zmagotom intervju, z mojim prijateljem Zmagotom, je napisal, zakaj pa je on Ananda, a mu je mama dala tako lepo ime, ne? Mislim, ja, ne. In
pač, ne, moja mama mi je dala za mene lepo ime, Zoran mi je ime. Naprimer, Zoran prihaja iz imena Zora, jutranja zora, in je zelo starodavno ime, par sto let ali par tisoč let, tako da sem tudi hvaležen za to ime. Ampak direktno, fizično mi Šričin moj ni dal tega imena. To ime sem dobil pač po duhovni poti, po svojemu občutku. Zdaj, nekaj časa bi rabilo kako pač, ampak enostavno sem dobil po duhovni poti. Nekateri pravijo, sem si ga zbral. Ne, jaz nisem bral knjige, pa bom rekel, ne, to bo to. Enostavno sem... Da ste šli ambam pet podgan, pa... Ja, 4 niši, mi piše. Tako. Ne. Enostavno sem, bom rekel, čutil vibracijo tega svojega imena v srcu in potem kasneje tudi na drugačen način, bom rekel. Tako da Ananda pa pomeni blaženost. Blaženost. In blaženost je, kar pride po ljubezni. Blaženost je en tak izpolnjujoč občutek. Mnogokrat uporabljamo blaženost, ampak ne bom rekel, da sem samo jaz, ki je daleč od tega. Ampak spet ne morem reči, da je na tisoče in milijone ljudi občutilo ta občutek blaženosti. Blaženost je v ljubezni, v božanski ljubezni začne rast blaženost. Moš lahko povem eno izkušnjo. Pred 10, 12, 13 leti sem bil v enem parku in v enem parku, pač, kjer so bili tudi, ni bila to neka narava, pač en park je bil, kjer so bili tudi avtomobili, ampak sem začel spontano meditirati. Čutil sem en mir v sebi in potem sem gledal, okoli mene je bilo tam drevje, pa sprehajajoči in sem začel čutiti ljubezen do sprehajajočih. Nič v umu, enostavno v srcu. Ljubezen do kužkov, enostavno sem začel čutiti pač ljubezen. Potem je bilo zelo lep občutek je bil ta v bistvu. Ne? No in potem sem pa čutil, da v bistvu ne samo, da čutim ljubezen, v bistvu sem začel postajati ta ljubezen. Pol se to čutenje je v bistvu bom rekel, spreobrnilo v postajanje. Enostavno sem postal ta ljubezen. Ne? In to je bil tak lep občutek. In potem v tej ljubezni sem čutil blaženost. Blaženost je ena radost. Ampak radost je zelo na visokem nivoju. Ampak blaženost je radostkrat, tisočkrat, še več v bistvu. In potem v tej blaženosti sem čutil večnost življenja, neskončnost življenja, nesmrtnost življenja. In to je bil en tak istočasno statičen občutek, ampak istočasno samopresegajoč občutek, skozi več blaženosti. In sem občutil, da bi lahko v tem stanju bil zavedno. 1000 let, milijon let, ni dolg časa, to ni dolg čas. Če se doma sediš, dolg čas je. Ne. 1000 let. To je tisto, ko rečejo, ko imaš rad sebe, ko imaš radost v sebi, ne rabiš drugega, da bi ti dal radost. Ker zakaj ljudje hočemo družbo drugih? Da bi čutili izpolnjenost. Ampak če sam v sebi čutiš izpolnjenost, ne rabiš drugih, ni nič narobe in je prav, da so družabne, da komuniciramo. Samo pač povedal sem to svojo izkušnjo v bistvu. Tako. Čudovita zgodba. Pač mislim, da bi si vsi želeli čutiti to blaženost, ne, saj... Sej ni nedostopna, če uporabljamo prava orodja, če smo disciplinirani in tako naprej. Ne? Prava orodja poglabljanja v sebe, stremljenja, discipline in pa potrpljenje. Tako. Okay. Se pravi, kaj pa praviš na občutek, da je meditacija odvisnost, oziroma da lahko od meditacije lahko postanemo odvisni? A to je dejansko resnica? Ja, to tudi slišim, pa da je meditacija sekta, pa da je meditacija... Ima tudi enih negativnih... Ja, in zelo rad odgovarjam na ta vprašanja. Z veseljem. Ja, jaz sem odvisen od meditacije. Jaz sem odvisen, ful sem odvisen. Res. Tako da zdaj ne vem, kaj si bo gledalci mislili, mogoče sem jih razočaral, ampak zdaj bom pač pojasnil. Moramo se vprašati, ali smo mi odvisni od fizične hrane. A smo odvisni od
zajtrka, od kosila, od večerje. Skratka, od fizične prehrane, od beljakovin, od ogljikovih hidratov. Telo mora delovati v bistvu, ne? Drugače, če ne bomo jedli en mesec, bomo umrli. Tako. Telo pa ni edino, kar imamo. Vsi imamo tudi Ti nekaj razmišljaš, jaz nekaj razmišljam, imamo takšne in drugačne misli. Včasih imamo misli, ki jih ne bi radi imeli. Dostikrat imajo ljudje misli, ki jih ne bi radi imeli. Imamo tudi čustva, takšna in drugačna. Tako da, zakaj zanemarjamo zakaj zanemarjamo čustva? Če je fizična hrana hrana za telo, potem je meditacija, ki prinaša notranji mir, ki prinaša radost, ki prinaša modrost, ki prinaša luč, blaženost. Potem je to hrana za naš hrana za našo dušo, hrana za naša čustva. Potem takem lahko rečem, da smo odvisni od meditacije. Malo sem na začetku tako ironično povedal, ampak smo odvisni zato, ker rabimo mir. Mislim, če kdo reče, da ne rabi miru v umu, ok, pač naj si tako misli. Če kdo reče, da ne rabi miru v čustvih, da njegova čustva niso podivjana z ljubosumjem, z depresijo, z strahom, z nesigurnostjo. Ne? In če nekdo čuti, da ne rabi miru v umu, ki konstantno nekaj tuhta, ki je kontradiktoren, ki se ne zna odločiti, ki ni pomirjen, ne, potem pač jaz, ta oseba pač tako razmišlja, ampak jaz mislim, da se mnogi gledalci z mano strinjajo, da v bistvu rabimo hrano za dušo, rabimo hrano za mir. Jaz mislim, da ni, bom rekel, normalnega ali bom rekel pametnega človeka, ki bi rekel, da ne rabi miru ali pa radosti. In mir in radost, ta globoka radost in mir, ki se v nas, to je hrana za dušo. In meditacija nam da hrano za dušo. Tako da potem takem iz nižje točke gledanosti lahko rečem, da smo odvisni od tega. Ampak to je pozitivna odvisnost. Ne? Ampak kar se zgodi potem, na začetku je treba meditirati redno, disciplinirano, se usesti v padmasana položaj, kar je lotosov položaj pomeni. No, ni nujno lotosov, jaz nikoli nisem meditiral v lotosem položaju, vedno sem meditiral na fotelji ali na stolu za zravnano hrbtenico. In to je, na začetku je potrebno, ta disciplina v bistvu ne je potrebna. Ne? Ampak potem ratamo, bom rekel, eksperti in ne rabimo več te rutine, discipline. Meditacija postane spontana v bistvu. Ne? Ko se sprehajamo, gremo globoko v sebe. Lahko ko jemo. Jaz, ko jem, imam dostikrat visoke meditacije. Enostavno ko jem, ne, imam dostikrat visoke meditacije. Ali pa ne vem, enostavno grem na balkon in ne grem na balkon zato, da bi meditiral. Ne, grem na balkon in enostavno grem globoko. Spontane meditacije. In ko enkrat začneš doživljati spontane meditacije, potem pač ne rabiš več te discipline, bom rekel. Ne? In tako da discipliniran si na začetku, da bi tvoja meditacija postala spontana, da bi mir postal del tebe. Ker mir, največ kar smo naša duša, mir, radost, ljubezen. Najmanj kar smo ta nemir in nesigurnost in ne vem, vse te slabe lastnosti, da jih ne naštevam, in ljubosumje in to. In v bistvu se pravi, na začetku je potreben ta disciplina in da si vzamemo, da bi zrastel in postal in živel spontano to, kar si. Da ne govorim o duhovnih učiteljih najvišjega kova, ki meditirajo 24 ur na dan, dobesedno. Njihov spanec je malo drugačen kot naš spanec. Ne. Naprimer, moj učitelj ni spal po 2 tedna tudi. Zakaj? Pač zato enostavno, ker ta najgloblja meditacija nam da veliko več energije, kot pa spanec v bistvu. Ne. In kaj sem še hotel povedati?
pozabil sem, čakaj, mogoče se spomnim. Nekaj glede tega, glede tega discipliniranega meditacije. Ja. No, in v bistvu potem si discipliniran, da bi postal da bi bil to del tebe, ne? Da bi bil to tebe in to, kar je cilj meditacije. Spoznanje samega sebe. Istovetenje s svojim najvišjim delom, svojo dušo. Svojo dušo pomeni svojim mirom, radostjo, ljubeznijo, hvaležnostjo, sočutjem. In potem živiš to spontano. Potem, te kvalitete potem niso to, kar imaš. Ne? Na začetku, ko meditiraš, lahko rečem, jaz imam mir, jaz imam radost, ampak kasneje rečeš, jaz sem radost, jaz sem mir. Ne? In potem pa meditacija več ni odvisnost. Mislim, meditacija nikoli ni odvisnost v smislu, ne vem, narkoman. Pač je odvisnost kot hrana. Rabiš, pač rojen si, da rabiš beljakovine, rojen si, da rabiš ogljikove hidrate, rojen si, da rabiš notranji mir. V tem smislu sem rekel, da meditacija je odvisnost. Ne. Tako da, ampak kasneje bom rekel, ko napreduješ, tudi jaz imam pač, zdaj moram reči, imam dostikrat spontane meditacije, seveda ne tako, kot moj učitelj, ki je rekel 24 ur, ali pa 25 ur, če tako rečem. No, ja, in pač to je to. No. Zanima me, zdaj, ko sva govorila o teh negativnih ljubosumju pa negativnih čustev, a jih sploh še kdaj čutiš, glede na to, da si zdaj že v tej visoki svojim, ali se pol dejansko to čist ven iz tebe, a se da to čisto čistiti ven iz osebe, ta negativna čustva? Ja, seveda se da očistiti, popolnoma očistiti. Najvišji cilj meditacije je tako imenovan, bom zdaj uporabil sanskritski termin, siddhi ali pa samadhi. To pomeni, ko si eno z absolutno energijo, konstantno, zavestno, spontano in zavestno, spontano in stalno. Zavestno, stalno, konstantno. Ne? Potem en nižji cilj, ampak še visok cilj je pa tako imenovana mokša, osvobojenje. Takrat si pa osvobojen od vseh nevednosti. Prav, si osvobojen. Ljubosumje se te ne dotakne, bes se te ne dotakne, agresija se te ne dotakne, nesigurnost se te ne dotakne, strah se te ne dotakne. Ampak to govoriš od drugih ljudi se te ne dotakne, ali dejansko ga ti več ne začutiš? Niti lastno, niti od drugih. Ampak to ni najvišji stadij še. To so tako imenovani svetniki. Svetnik ni doživel najvišji, bom rekel, ta samadhi, to samo spoznanje sebe. On je enostavno čist, kot roža, bom rekel. Ne? Ampak dosti svetnikov živi v himalajskih pečinah ali pa nekje in zato, ker hočejo pobegati od sveta, ne vem, nočem videti, ne vem, lepo žensko, ker bom v skušnjavi, ne, in potem pobegne gor. Nočem iti v gužvo, ker me bo iziritirala, ne. To jaz ne podpiram ta način. Jaz mislim, da moramo živeti v svetu, ker drugače moramo tega premagati. Tako? Svetniki, ki živijo gor, so svetniki, ampak ko pridejo dol, so pa v skušnjavi in potem pobegnejo gor, v bistvu so. Ne. Tako da, zdaj vprašala si me, če sem jaz toliko že, v bistvu, če se me dotakne ljubosumje, če se me dotakne, ne bom rekel, da se me nič ne dotakne. Da rečem, da sem jaz absolutno popoln. Ne, nisem. Čeprav popolna popolnost obstaja. Kaj pa je popolna popolnost? Popolna popolnost je, da nenehno poslušamo svoj notranji glas, spontano, ki je vsevedoč in ki ne dela napak. To je enostavno spontano, v bistvu. Nenehno. Zdaj, mogoče mi uspe 10, 12, 13 ur, 14 časih, mogoče 24 ur, včasih 5 ur živeti tako spontano. Ampak moram pa reči iskreno, da imel sem v življenju strah iz umske džungle trpljenja do srčnega vrta radosti, se lahko gledalci pogledajo, strah, ki je bil v obliki socialne anksioznosti, paničnih napadov, obsesivno-kompulzivne motnje, raznih strahov in tako naprej. Ampak to sem imel in to mi je bilo dano, da to premagam in tega ni. Zdaj, jaz enostavno nimam strahu pred ničemer, pač ne vem, no. Pred ničemer nimam strahu. Zdaj, to je pač božja milost, bom rekel. Potem ljubosumje. Res nisem, pač nekateri ljudje imajo ljubosumje, nekateri nimajo. Jaz nisem imel ljubosumja niti, ko sem bil 15-16 let star, pač. Nisem imel ljubosumja.
Ljubosumje ljudje mislijo, da je to enostavno vezano samo ali kar se tiče partnerja, če te partner prevaro, kaj takega. Ne, ljubosumje je lahko, ljubosumje se lahko, ker ima sosed boljšo hišo, ker ima boljši avto, Veliko oblik ker ima boljši ljubosumja. status. Pa Tako. Ne, jaz nisem s tem nikoli imel probleme. Imel sem pa probleme s strahom, z besom. Z besom sem imel, nisem bil nek agresiv, sem pa kot najstnik, pač če sem se razjezil dostikrat, pa tudi tako. No, bom rekel, tudi zdaj včasih, ne bom rekel bes, ampak neka, bom rekel, razočaranost, bom rekel, pride, ampak meditacija mi da sposobnost, da jo lahko pač dam stran, to razočaranost. Ne. Nisem razočaran 10 dni, 15 dni, 3 dni, ampak sem razočaran nad neko situacijo, ne bom imel to bes, ampak razočaran na neko situacijo in potem to traja uro, 2, 3, potem pa enostavno grem meditirati in to gre stran. In predelaš in gre. Ja, in gre stran, tako da pač ja, potem imamo še, ali pa nesigurnost, tudi nesigurnost je, bom rekel, v umu, ker inštrument uma je dvom, inštrument srca je vera in sigurnost, tako da tudi nesigurnosti nimam, ampak ne vem zdaj, katere, če imam še kakšne negativne kvalitete, mogu pač Mislim, tudi če pridejo negativno, definitivno pridejo, ne pač čez življenje, ampak znate. Na srečo, Bog me je bil prijazen do mene in mi strah dal stran od mene že 30 let in ljubosumje in in bes in jezo. Ja, ampak se pravim, pride občasno ta bes ali razočaranje, to je občasno, to je, ne vem, zdaj, včasih sem razočaran nad kakšnimi ljudmi, ki bi lahko boljše naredili, pa ne naredijo boljše. Rekel, ne. Ampak ja, včasih tudi kaj pride, ampak bom rekel, meditacija mi dala sposobnost, da to predelam, za razliko nažalost od drugih ljudi, ki pač ne morajo in to pač nosijo nažalost v sebi pol dneve in mesece. Na kateri nosijo, moram tudi reči, namenoma nosijo to. Ne? Na kateri pač, ja, nažalost. Namenoma v tem smislu, da ne želijo... Da ne želijo predelati. Tako. Ne? Oziroma želijo predelati, ampak se pravim, želja, jaz se izrazim tako, želja vedno ostane v kavču. Tako pač v kavču. Ti si želiš, ampak želja ni dovolj. Treba imeti stremljenje. Ne, zdaj pa jaz delal, zdaj pa jaz grem na terapijo, ali bom meditiral, ali bom delal tai chi, ali bom delal, ne vem, qigong, ali karkoli. Nekaj, moraš delati in biti ustrajen pri tem. Seveda, iz nič ni nič, ne? Ja. No, zdaj me pa zanima, kaj je po tvoje razlaga ljubezni? Kaj je ljubezen? Ljubezen je, ko se zaljubiš in ko v bistvu zgubiš glavo. Ja, jaz se malo odhecam, malo tako ironije. Mislim, sigurna sem, da je to definicija velikih ljudi, same ljubezni, ne? Da se res zaljubiš in zgubiš glavo in potem... Ljubezen iz duhovne perspektive je, ni, bom rekel, ko bi rekel, ni pozitivna, če to prava beseda, pa ni. Zato, ker človek, ki je zaljubljen, o čem on razmišlja tekom dneva? O enem objektu, o eni osebi. Koliko? 1 uro ali 2 uri? Ne, bom rekel, kar cel dan, doskrat. Ko je z računalnikom, ok. Z računalnikom v ozadju je ta oseba, ko se sprehaja, ko karkoli dela. Neko obseden, kako rečemo obseden. Ko greš spat, ne moreš spati. Tako da, če je objekt tvojega uma koncentriran samo na eno osebo, a imaš potem lahko mir, tebe jaz vprašam? Ne. Ne moreš zelo težko. No, potem zaljubljenost, v bistvu zaljubljenost je vezanost, odvisnost. Ne? Tako da jaz zaljubljenost ne vidim, kakor... Sam zaljubljenost pa ljubezen to je drugo, ne bom dva povedal. različna Ja, seveda, pojma, bom povedal, ja. Naprimer, jaz bom menil svojo ženo, zdaj upam, da ona to ne bo gledala. Jaz v njo nisem bil zaljubljen, ko sva začela. Eni pravijo, da najprej moraš biti zaljubljen, pa potem pa pride ljubezen. Ne. Moje izkušnje je, da greš lahko direktno iz ljubezni. Direktno iz ljubezni. Brez zaljubljenosti.
Bil sem zaljubljen v življenju v eno osebo, ko sem bil star 18 let in tako, ali 17 let in mlada, nor in tako. Pa sem si tetoviral tukaj njeno prvo začetnico imena in tako, mislim... Tista nora, res zaljubljenost. Ja, in tetovaž nima, imam samo to eno črko, ki niti je ne vidim v bistvu. Vidim, ko se tuširam, pa še to nekaj tlele, tako da... Ja, in ko sem srečal svojo ženo, sem jaz bil, bom rekel, že kar globoko v duhovnosti, 6 let sem v bistvu, in kar me je pri njej, bom rekel, privleklo je njene pozitivne lastnosti. Pozitivne lastnosti, kot prvo tako vizualno, njen lep nasmeh. Ne, bom rekel, lep tudi fizično, ampak lep notranje, taka nedolžna radost, bom rekel. Sem rekel, koliko je ta oseba čista v bistvu. Pa tudi potem, ko sem dal časa z njo, potem, ko sem sva se dobivala, sem videl, da ta oseba nepokvarjena. Videl sem, da je moralna, da je pravična. Seveda ima tudi ona svoje slabe kvalitete, kakor vsi mi, ampak in v bistvu, ne bom rekel, sem se zaljubil, sem rekel, to pa, in cenil sem te, ker bom rekel, ok, ljudje se zaljubijo v fizično, lahko se pa tudi zaljubijo v karakter osebe, tudi to se lahko zaljubijo. Ne? Naprimer, lahko nekdo ti na začetku ni všeč fizično, ampak potem, ko ga spoznavaš karakterno, se pa ti pa rata tudi fizično všeč. Tako, res je. In bom rekel, jaz sem tukaj pri ženi sem šel direktno od ljubezni. Ker takrat, bom rekel, sem imel že neko, bom rekel, to duhovno bazo, ne bom rekel, da se me ljubezen, zaljubljenost ni mogla dotakniti, lahko se me je, ampak pri svoji ženi nisem bil čeprav je, bom rekel, zame je lepa in enostavno je bilo to iz ljubezni, sem šel k njej. Tako da to, da moraš iti najprej v zaljubljenost, potem ljubezen, to ne drži. Lahko gremo direktno v ljubezen. Ja. Zdaj, kaj je ljubezen zame? Zaljubljenost je vezanost, ki nas omejuje. Ne moremo živeti tukaj in zdaj, ker je naša koncentracija ali pol dneva, ali cel dan, ali tudi ko spimo na eno osebo. In če je naša koncentracija na eno osebo, dostikrat so tudi te mravljinci, ne vem kaj, neki metuljčki in tako naprej. Črvičenje. In tukaj ni miru. In tudi vezani smo. V vezanosti ni, če si vezan za nekoga, tukaj ni miru, ne? V vezanosti. No, ljubljanska, ja. Božanska ljubezen se pa nahaja v srcu, v duši. Zaljubljenost, kar je vezanost, se nahaja tukaj, v predelu popka, kjer je Manipura čakra. Tukaj čutimo metuljčke, ne? Tukaj so metuljčke, ne? V trebuhu, ne? In tudi agresija, vse te prehajajo tukaj. Ampak božanska ljubezen, brezpogojna ljubezen, pa prihaja iz srca. In ona osvobaja. Božanska ljubezen je brezpogojna in dostikrat sem slišal, ko duhovni učitelji ali pa pravijo, ljubi človeštvo, ljubi ljudi. Pa sem si jaz mislil, pa kako jaz lahko imam nekoga rad, ki ga ne poznam, ali pa tudi nekoga, ki ga bežno poznam, kako pač ne. In potem sem najprej bral, pa sem prišel do spoznanja, da moraš ljubiti v bistvu prvo Boga. Prvo ljubi Boga in potem boš lahko ljubil celo človeštvo. In potem, ko sem malo dozorel, ko sem meditiral, sem videl v bistvu, da ta Bog ni nič. Kaj je Bog? Bog je zavest, Bog je sila, Bog ni stric, Bog je energija, Bog je zavest, Bog je ljubezen, živa zavest, prisotna vse posod. Ne? In da ljubiš to, ampak to je težko, v bistvu lažje je dati ljubezen, če rečem, Bogu v obliki, ki ga vidiš, kakor pa Bogu brez oblike. Kako daš lahko ljubezen nečem brezobličnem? Težko, ne? In pa zato ta avatar, v bistvu. Ampak jaz nisem svojega učitelja gledal kot Boga, enostavno kot utelešenje božanskosti. Enostavno, on je bil, izvor moje ljubezni, jaz sem mu dal ljubezen, več kot sem mu dal, več sem je dobil v bistvu. In potem enostavno sem začel bom rekel, sem prišel v ta stadij, da sem enostavno začel čutiti ljubezen v sebi sem začel čutiti. Ljubezen je to blaženost in mi ni lahko
v bistvu mi ni bilo težko čutiti ljubezen do, ne vem, do živali, do drugih ljudi. Zapravi, Do vsega, kar te je... Prvo moramo iti k izvoru, ki je vesolje, ki je, bom rekel, kar vesolje, ali ki je Bog. Zakaj? Zato, ker v vesolju, v Bogu se nahajamo vsi mi človeška bitja. In če ljubiš izvor, potem lahko ljubiš to, kar se nahaja v tem izvoru. Ne? Vse v enem. Kaj pomeni vse v enem? Mi, vsi v enem, v tem vesolju, v tem Bogu. Če ljubiš tega Boga, avtomatično ljubiš vsa človeška bitja. Tako da, ljubezen je, bom rekel, eno izpolnjujoče stanje, ki se nahaja, ki ga čutimo tu, v srcu, ki izpolnjuje ena sama radost in tudi moč. In ljubezen ima moč zdravljenja. En aforizem obstaja. There is only one samo malo. There is only one. Se bom spomnil. Obstaja samo ena. There is only one medicine here on earth. Love unconditional. Obstaja samo ena pravo zdravilo tu na zemlji in to je ljubezen brezpogojna. V bistvu, ne. In ta ljubezen, bom rekel, je mene ozdravila do vseh od te umske džungle, bom rekel. Ne. Da ljubezen živi v srcu in za razliko od zaljubljenosti oziroma človeške ljubezni, ki je ne samo zaljubljenost, tudi človeška ljubezen do mame, otroka, brata, to je vezanost v bistvu. Ne. Če nekdo nekam gre, mi potem trpimo v bistvu, ne, ker te osebe ni. Če jaz nekoga imam rad in če jaz to osebo pač ne bom videl 1 leto, jaz ne bom žalosten, to ker je ona v mojem srcu, ker jaz čutim ljubezen v sebi. Niti je ne boš hotel omejiti, ne, da ne gre, oziroma ne bom je hotel omejiti, ne. In ne bom rekel, da nisem vesel, če jo vidim fizično, sem vesel, ne. Ampak če čutiš ljubezen v sebi, bom rekel, si zadovoljen in ne pogrešaš nobenega, po eni strani si pa tudi vesel, seveda, če jih vidiš fizično. Normalno, ja. Sam ni ono, da bi to vplivalo na te, da ne moreš ti funkcionirati. To je svoboda, bom rekel. Jaz, ko sem bil star 17-18 let, pa sem takrat šel že svojih staršev in sem bil pač vezan za njih in se bomo kdaj videli, se ne bomo in solze so šle in to je bila vezanost. No, potem, ko sem napredoval, sem pa čutil to božansko ljubezen v bistvu in potem, ko sem šel k njimi, v bistvu, enostavno sem pač čutil božansko ljubezen do njih, kar je svoboda v bistvu in tudi ljubezen ti da intuicijo in pač čutiš, ok, videli se bomo, ali tudi če čutiš pač, da se je kaj zgodilo, enostavno imaš to, bom rekel, to razumevanje in to moč v sebi, da v bistvu, da vse se zgodi z namenom, z odobritijo Božje volje in tako naprej. Tako da ljubezen božanska zdravi in je svoboda, je izpolnitev in je blaženost. Se strinjam. Če pridemo do te prave, če znaš priti do te prave ljubezni, ne? Ker se mi zdi, da smo obdani z ljudmi, ki pač živijo v tej zaljubljenosti oziroma velike... V vezanosti, ne samo zaljubljenost, vezanost, bom rekel. Tako prav ena, kot smo rekli prej, obsesija in ljubosumje in bes in to med pari je... Ja, in človeška ljubezen je tudi, bom rekel, kot sem rekel, vezanost v bistvu, ne? In te omejuje. Božanska ljubezen je pa enost. Ko ti nekoga ljubiš, ti postaneš eno z njim, božanska ljubezen, eno. Ti postaneš eno z objektom ljubezni. Tudi mama, ko ljubi svojega otroka, ona postane eno z njim in čuti njegove potrebe več, kot pa otrok sam mogoče. Da ne govorim o božanski ljubezni, ki je, ne? Mi postanemo eno z objektom ljubezni. Jaz sem dostikrat in ta enost se spusti na umski nivo, na čustveni nivo, na srčni nivo in pa tudi na fizični nivo. Jaz sem dostikrat videl moža in ženo, ki sta si podobna. A si ti kdaj videla mogoče? Se strinjam, ja. Zakaj je to? Zaradi ljubezni. En drugega ima ta rada in ta ljubezen se je, bom rekel, spustila ali dvignila na umski, na čustveni nivo, na srčni in pa tudi potem na fizični nivo, na koncu začneta, bom rekel, dobivati, bom rekel, podobe. To ni, da imate podoben nos, ampak vidiš odraz drugega v enem. To ljubezen je enost, bom rekel. Ne.
enost. Tudi, ne. Ampak ne moramo jo pa doseči, ne, če v sebi nimamo te pomirjenosti pa miru. Ne. V bistvu, če imaš ti v sebi ta bes pa ljubosumje, pa to nikoli ne moreš priti do te točke ljubezni, da pa tega ne bi. Jaz sem tudi imel te kvalitete, strah pa to, ampak pomembno je stremljenje. Pomembno je stremljenje po samopreseganju. Ne? Lahko, če imaš bes, če imaš, veliko ljudi ima bes. Ljubosumja je veliko. Ljubosumje, bes, nevoščljivost, nesramnost, neprijaznost. In se pravi, tvoj nasvet bi bil, naprimer, ko ti začutiš ta bes oziroma ljubosumje, kaj, umakniti se, iti meditirati, iti probati. Ja, zdaj bom rekel, navaden človek. Naprimer, tako eni, ki so na začetku tega. Naprimer, ampak sploh niso na začetku tega. Tako, ja, kaj bi jim svetoval, če čutijo bes, bi jim svetoval, da pač, če res čutijo, da so, bom rekel, da imajo prav, da druga oseba, da jih je zares izvajala, če res to čutijo, ne, potem je dobro, da jim mirno odgovorijo, glej, nimaš prav. In potem, da grejo ven na sprehod ali pa na tek. Šport. Šport trenutno odzame bes stran. Ampak potem, če 4, 5 ur, 6 pride nazaj. Šport ni trajna rešitev, je pa trenutna. Ne. Zdaj, začetnikom bi pa svetoval vsem tistim, ki naj ne obupajo, kakorkoli imajo slabih lastnosti, naj ne obupajo, če se lotijo, bom rekel, samo preseganja sebe, kar zahteva disciplino, stremljenje, zavzetost, delo na sebi, potem definitivno lahko pridejo do miru, do radosti, sočutja, ljubezni in tako naprej. Se da premagati, ne? Kukorkoli. Se da, samo potrebna je disciplina in potrpljenje. Ne moramo pričakovati rezultate čez eno leto. Ne? Naprimer, preobrazba človeške narave je življenjski proces. Ali pa več življenjski proces, kdor verjame v reinkarnacijo. Če rabimo za osnovno šolo, pa za srednjo šolo, pa za faks, pa za magisterij, doktorat, če rabimo 30-40 let ali koliko ne, potem kako lahko pričakujemo, da bomo preobrazili svojo naravo v 5 letih. Ne? Ampak napredek se dogaja. Tako da bodimo zadovoljni s trenutnim napredkom. Ok. Daj pa povej, imaš kakšen hišnega ljubljenčka, rad živali, kako smo na tem področju? Zelo imam rad živali in hišne ljubljenčke in trenutno nimam nobenega, ampak jaz pa žena sva leta 2004 posvojila enega mešančka, totalno zmešanega, zato ker je mešan, ne vemo katere pasme, mešanček je bil 100 pasem. In ime sem ji dal Baga, potem pa tudi Bagini, ker Baga pomeni v jeziku mojega učitelja v bengalščini pomeni tiger. Tiger je bila pa moja najljubša zver v otroštvu. In pa tudi moj učitelj je imel kužka, ki mu je bilo ime Baga. In ena posebna zgodba je, kako se ta Baga žrtvoval življenje za njih. In zato sem dal kako je za mojega učitelja žrtvoval življenje. In zato sem dal svojemu kužku ime Baga, čeprav je bila psička. In potem sem pa, Baga pomeni tiger, potem sem pa ji dal ime, preobrnil sem dal Bagini. Bagini pa pomeni tigrica. Ja, in v bistvu je živela 19 let, točno 19 let. In včasih rečejo, ja, moj kužek je star pa 20-19 let, ampak ne vejo točna njihova leta, ker so jih posvojili, ko so bili stari že 3 leta. Jaz sem pa svojega kužka dobil, ko je bil mladiček, pa je imel še tiste zobke, ko sem poznal točno ene leta. In tle v Ljubljani so mi rekli v eni veterini, da še nisem imel kužka z 19 leti. Da se prav dokazijo v bistvu. Ja, in to je bil moj edini kužek in ne bom imel več hišnih ljubljenčkov, ne zato, ker jih ne maram, ampak enostavno pač, ker sem čutil in še zmeraj čutim ljubezen, nisem vezan, ampak čutim ljubezen in čutim to, bom rekel, to dušo, to mojo Bagini, bom rekel, v srcu in enostavno pač tudi več nimam potrebe, da bi imel, ona mi je bila dost v mojem življenju in dosti mi tudi pomagala, kužki nam lahko pomagajo. Pa ne samo kužki, ne, mislim, katerakoli... Kužki, mačke, bom rekel, katerakoli domače živali. Naprimer, zdaj bo nekateri ljudem se zelo smešno, ampak jaz sem, ne vem, 10-15 let nazaj sem tam na Toškem čelu sprehajal in sem videl eno kravo. In ker mi ljudje, mi imamo imamo srce, duhovno srce, kar je dom duše, imamo dušo, imamo vitalno bitje in imamo telo. Živali imajo pa samo, živali nimajo uma, one ne razmišljajo. Tako. Ne?
ti, ko bi danes šla na pijačo, živali to ne razmišljajo. Ne. Tako da živali imajo samo telo, to vitalno energijo, večkrat pozitivno, posebej pri kužkih, ko tekajo sem pa tja, pa tako ne. Okay. Kažejo to veselje. Zveri imajo negativno, ne, tiger, hop, ne, tudi imajo tudi pozitivno. Ja, sam ne skozi, tako je. Pač ni negativno, v bistvu ne, to je ne. preživetje za njih. Ja. In po tej, v bistvu, kravi, pač, zdaj bo nekateri rekli, da meditiram na kravo, ne, ampak krava je v Indiji sveta žival in daje nam mleko, ona je naša mati, bom rekel, naša mati, ne, in potem mi svojo materjo tako ravnamo, da je pol zakoljemo, pač nažalost in pojemo njeno meso. To je druga tema, ne bom zdaj o tem. Okay. No in ta krava, tako jaz sem se sprehajal tam v Toškem čelu in sem tako bil pomirjen in sem videl, kako je v bistvu kako je pomirjena, kako enostavno nima poteka misli, enostavno gleda sem, pa tja, čisto pomirjena. In živali tudi nezavestno meditirajo, nezavedajoč so v globokem stanju, v instinktnem, v globokem intuitivnem stanju. Ampak mi človeška bitja smo pač evolutivno bolj napredna, zato ker imamo ta ker imamo možnost meditirati in moliti. Ne? In koliko napredujemo. Ker napredek je samo v zavestnem napredku, če mi zavestno. Nezavestna meditacija je statična, termin napredka. Ne? Zavestna meditacija je samo presegajoča. No, jaz v tej kravi, ali doskrat konju, v kužku, kožokoli, ampak ko je zbral sem to kravo, in sem videl, koliko je v bistvu nedolžna, nepokvarjena. In v bistvu v njenih očeh sem videl tako eno čistost in v bistvu sem videl, da je v meditativnem stanju. In ona je bila inspiracija zame, da grem jaz globoko v sebe. Ne? Ta njena pomirjenost. Na drugi strani sem pa videl podivjana človeška bitja, naprimer, ne? Podivjana, hiperaktivna in tako naprej. In bom rekel, živali imajo in ta, bom rekel, ali pa naprimer enkrat tudi moja ta psička v bistvu, enkrat sem naredil eno napako v bistvu, ne, in potem sem prišel domov in sem videl, kako me moja psička čaka nedolžno in potem sem mislil, kako ona ne more narediti nobene napake, kako je ona nedolžna. Jaz pa bom rekel, sem pa neko tako stvar tako naredil. In potem ona mi je bila inspiracija, da neham delati nekaj negativnega, bom rekel. Ne. Tako da ta njena nedolžnost, psički, kaj imajo, posvečenost, nedolžnost, hvaležnost, brezpogojnost. Veliko se lahko naučimo od njih. Veliko se lahko naučimo. Ja. In pa bi priporočal naprimer, vsakemu, ki se bori sam sabo, naprimer, s temi negativnimi čustvi, a bi priporočal, da ne si pa vzamejo kakšnega hišnega ljubljenčka, psa, muco, hrčka, ptičko, nekaj. Ja. Bom rekel, bi priporočal, ampak ni to ko bi rekel, tisto zdravilo, ta pravo v bistvu. To je pripomoček, ne bom rekel, ne. Nekaj, ki nam za inspiracijo rečemo. Prvo je naše stremljenje, ko samo med kužka, pa to, da te bom pozdravil, ne bo v bistvu. To ne, seveda. Ali pa katerekoli žival. Stremljenje, ponavljam, in zavzetost, delati na sebi, disciplina in pa kužek, ki ti svojo nedolžnostjo, ali pa kužek, muca, hrček, kaj se jim, rakun, karkoli, ti da pač toplino in danes peljejo domače živali v bolnišnice, da dajo ljudem energijo in jaz vidim, da pač res jim dajo to toplo energijo in pomagajo tem bogim ljudem tam. Ne. Tako da priporočam, ja. In je koristno. Poleg dela na sebi in same meditacije. Omenjaš globoko vase. A lahko razložiš, kaj sploh to pomeni globoko vase? Jaz verjamem, da veliko gledalcev tudi jaz si nekako ne znam predstavljati. Kaj to pomeni globoko vase? Res to pomeni, se pravi, da v glavi si narediš čist brez misli, kaj pomeni? A se da obesediti oziroma razložiti, kaj to pomeni, ko greš globoko vase noter? Ko nas nekdo vpraša, kdo si ti, ali ko mi rečemo, kdo sem, ne rečem, jaz sem Ananda. Ali jaz sem Ananda. Avtomatično bo vsak rekel, jaz. Tako. Globoko pomeni v srce. Tu je naša duša. Duša je polna vseh kvalitetah, kar sem govoril, so v duši. Ljubezen, radost,
mir, blaženost. To je vse v duši noter, vse. In globoko v sebe pomeni iti globoko v svoj izvor, to, kar mi smo. Ko zapustimo telo, ko umremo, telo ne bo ostalo, tudi ne bo ostal, ostala bo naša duša. Našo dušo bomo šli pač na mesta, na katere se zaslužimo. Koliko smo živeli v bistvu. Ne. In globoko v sebe pomeni iti globoko v svojo dušo. To lahko storimo na začetku z vajami meditacije, vaje vizualizacije, vaje imaginacije, vaje koncentracije ali mantrične, kakšne ponavljanje mantr. In to nam lahko pomaga, to ni še meditacija, ampak to nam pomaga, da gremo globoko v sebe. Globoko v sebe, pomeni iti globoko v svojo dušo. Naprimer, zdaj bom čako demonstriram, 15 sekund. Sem za par sekund šel v svoje srce. Kaj sem čutil? Mir, radost. Nobene misli ni bilo v mojem umu. Ampak ne moramo to doseči čez en dan, čez 2 dni. Spet ni potrebno 10 let, da ljudje ne bojo obupali. Jaz znam nekatere ljudi, s katerimi sodelujem, in ki imajo 3, 4, 5 let in imajo veliko več miru, kot so imeli prej. V bistvu. Posebej ljudje, ki so, kar je potrebno, je zavzetost, stremljenje. Močno stremljenje, ne fanatizem. Močno stremljenje pomeni, da enostavno stremiš potem in delaš disciplino. 10 minut zjutraj, 10 minut popoldan, 10 minut zvečer. In če najdeš pravo osebo, ki ti lahko pomaga, lahko tu in zdaj občutiš mir, vsaj en mir, ki čuti, da ga tudi ti zdaj malo čutiš, neko pomirjenost, bom rekel. Res je. Si jo začutila pač v oddaji, vsaj za par sekund. Ne. Tako da, potrebno je vodstvo. Rabimo učitelja za avtošolo, za fiziko, biologijo, matematiko, to doskrat pravim. Kako potem, da ne rabimo učitelja za življenje? Mi mislimo, da življenje obvladamo. Ok, se obvladamo službo pa to, ampak ko pa vidimo, kje smo v umskem, kje smo v čustvenem stanju, pa vidimo, da doskrat ne moramo. Da rabimo pomoč nekoga, ki pač mogoče ima malo več miru, radosti, ljubezni, kot mi. In pa znanja o tem, ne? Znanja, izkušnja. Ja, tako da, bom rekel, obstaja ena beseda, ki se reče Satguru, to je resnični guru, ena pot pač, ki, bom rekel, pravi, da brez guruja, če tako rečem, guru pomeni tisti, ki te vodi s teme k luči, da ni mogoče. Ok, ne bom rekel guru, ampak eno osebo, ki ima v sebi ljubezen, ki ima v sebi izkušnje, ki ima v sebi mir, da nas lahko vodi in nam pomaga. Doskrat danes slišim, ljudje pravijo, ja, to je v sebi, to je vse v tebi, ti ne rabiš nobenega drugega. Ok, to je v sebi, ampak kako pride do tega? Kako prideš? A poznaš pot, a poznaš kakšne, bom rekel, stran poti, mogoče kaj se treba izogibati nečesa, ali pa veš, kako prideti? No, in kot ti duhovni učitelj, ali pa pač neka oseba, ki ima izkušnje, pokaže, kako prideti večkrat v sebe, ne? In pač takrat je vloga te osebe končana. Potem pač, rekel, ti to znaš. In potem nadaljuješ, razvijaš. Ampak še zmeraj ti učitelj lahko pomaga. Pa tudi vsak se mi zdi pri tej meditaciji, glede na to, da smo vsi vse nekako različni, da imamo tudi vsi svoje poti te meditacije, ali je to ne, pač, da je en vzorec, s katerega se moramo držati? Pri sami meditaciji. Ja, bom rekel, za doseganje absolutnega miru, absolutne radosti, absolutne blaženosti, stalne, spontane in zavestne, rekel, je meditacija edini inštrument. Ampak obstaja več poti, več poti, ne. Jaz sledim eni poti, da ne bom imenoval druge učitelje, da pač nočem delati reklame, ali pa tako, obstajajo tudi drugi učitelji, tudi oni učijo pot meditacije, ampak na drugačen način. Tako da, ampak so tudi pač nekatere druge
oziroma karkoli te poglobi v sebe, v tvoj jaz, v tvoj notranji mir, je meditacija. Obstaja tai chi, ampak eventualno jaz vidim, da oni s tai chijem pridejo v meditacijo, v notranje stanje. Čez gibanje in Čez tai chi gibanje. je ponavadi v naravi, ne? Da tudi... Lahko v naravi, lahko pač prideš v to notranje stanje. Ne. Nekdo gre v naravo, na morje, ampak samo morje, sama narava, navadnemu človeku ne bo dala notranji mir, dala mu bo površinski mir. Ko bo šel stran v hotel, bo čutil Že spet nazaj. Ja. Ampak morje in gore so lahko inspiracija, da gremo globoko v sebe. Tako da ni nujno, da sediš na tleh, da meditiraš, lahko uporabljaš greš tai chi ali ne vem, ali greš v naravo ali karkoli, pač, ker ti čutiš inštrument, da te poglobi v sebe. In to pač je zame meditacija. Ali lahko, na primer, 3 nasvete, kako izklopiti svoje misli, da, na primer, jaz, kadar sem probala meditirati oziroma se nekako hotla, jaz nekakor nisem mogla izklopiti vseh teh misli. Ali obstaja kakšen... Ja, na začetku je to skoraj da nemogoče. Skoraj. Vaja dela mojstra. Seveda, da obstaja način. Kot sem predstavil, več vaj. Obstaja več vaj koncentracije, 50 vaj koncentracije, 50 vaj meditacije, vaj meditacije, kot so imaginacija, vizualizacija, mantre, ponavljaš določeno besedo in se samo na njo koncentriraš. In imaš, bom rekel, pomoč učitelja in bom rekel, razne molitve, aforizmi in to ponavljaš. In seveda te to pač, zdaj, kako instantno umiriti če pač to bi lahko povedal nekomu, ki je, bom rekel, mesec, 2, 3 meditira, en način je pač, da se usede pred svoj oltar in da pač na začetku je molitev bolj efektivna. Meditacija ima težo, ampak molitev, ne vem, prosim, da Se pravi, da izgovarjaš. Ja, prosim, če je tvoja volja, daj mi mir, daj mi mir. Če ne verjameš, Mislim, če ne verjameš... Če ne verjameš, bom rekel, ta višji mir malo nedosegljiv. Lahko potem dosežeš ta, bom rekel, en nižji mir, kot je potepanje po naravi, potovanja, pa to, ampak to ni ta pravi notranji mir. Tako da, bom rekel, kako doseči, bom rekel, bolj hitro mir je molitev, bom rekel. Molitev. Pa prvi korak je v bistvu vera. Aforizmi, vera. Prvo moramo imeti vera. vero. Pa tudi vera v sebe je pomembna. No, sej. Vera v sebe. Ne? In da je to mogoče, ne? Da je v bistvu, Seveda da je sami... mogoče, ja, ker dvom je obstrukcija, dvom, ne? Dvom je inštrument znanstvenikov. Vera, ki vidi resnico, je inštrument gigantskih iskalcev. In zato, nažalost, ker se znanstveniki ukvarjajo z inštrumentom, ki je imenovan dvom, zato niso nič dokazali v polju in duhovnosti, niti nikoli ne bojo. Ne? Da. Okay. V oddaji, ki so imeli z Martinom Strelom, si omenil, da si tudi sam imel čast spoznati nekatere svetovne znane osebnosti. Me zanima, katere so, oziroma katera ti je ostala najbolj v spominu? Ja, v bistvu, to je bilo meni sekundarno. Jaz to nisem nobenemu govoril. Okay. Mogoče sem samo, ko sem bil z Martinom Strelom, sem pač hotel, ker so ga ljudje kritizirali, sem hotel pač povedati, da sem tudi jaz bil tam prisoten in pač, da sem videl ljudi, ki jih je on videl, sem bil tam prisoten. To je pač vse zato, ker sem bil jaz pač pri tem mojemu učitelju Šričin Moju, ki se je srečal, bil je mirovnik, duhovni učitelj, ampak on se je srečal z mati Terezo dostkrat, ki sta oba dva in drugega cenila, z Janezom papežom Pavlom II, z princezo Diano, z Desmond Tutujem, z Muhamedom Alijem, z športniki, ne vem, z Carl Lewisom, z res velika imena. Ne vem, 100 igralci, Eddie Murphy, Jim Carrey, vsi. No, v bistvu, jaz sem tam bil, bom rekel, v ozadju, tam je bilo 100 ali 1000 ljudi, pač, ko so bile meditacije, in tam so bile povabljeni pač ljudje, kot so, ne vem, Roberta Flack, ona je ameriška, ta pianistka, dosta znana, potem Michael Walden, Narada, on je glavni kompozitor od Whitney Houston in je bobnar pri
pri orkestru Carlosa Santane. Carlos Santana je bil učenec od Šičin, moje duhovno ime mu je Devadip, naprimer. Ne? In v bistvu, koga sem pač jaz srečal, videl, je bila ta Roberta Flack, ameriška pianistka, Carl Lewis, njegovo ime je duhovno Šuda Hota, on je tekač na dolge proge, 9-kratni olimpijski prvak. Ta Michael Walden, kot sem rekel, Narada, ki je kompozitor, in pa ko so bile olimpijske igre v Seulu, je on tisto pesem komponiral, ta glavno tisto kompozicijo. Ravi Shankar, če si slišala za njega, igral je na sitar in na tablo, znan indijski, svetovno znan, verjetno zdaj je umrl. Imel sem priložnost, da sem bil prisoten, imel sem to čas, da sem bil prisoten ob eni posebni izkušnji mojega učitelja z vnukinjo od Mahatma Gandhija, Savitri Gandhi. Zdaj, ta je ena izkušnja, ki mogoče zdaj ne morem na televiziji povedati, ampak je bila ena taka res posebna in globoka izkušnja. Se pravi, bil sem tam, ko je Savitri Gandhi, pa ta Roberta Flack, pa Michael Walden. Potem rokoval sem se, ne samo jaz, nas to, z Carl Lewisom, potem bivši predsednik Makedonije, Boris Trajkovski, Monika Selaš, mi, Jugoslovani, takrat smo jo povabili, da se sreča z našim učiteljem, ne, in pač smo se pogovarjali z njimi, z njo. Ne. In to ste tudi imeli skupinske meditacije? Ali ste so bili prisotni na skupinskih meditacijah, ja. Ne vedno, ampak občasno. Ne. Okay. In ne spomnim se, v bistvu, to je bilo, meni to ni pomembno sploh. Meni je pomembno, da sem jaz zraven svojega učitelja, da ta ljubezen me pomeni. Ne bom zdaj zaničeval te osebe, ampak sploh niso bile pomembne te osebe. Ne, meni je bila koncentracija. Tam je bil Carl Lewis, tam so bili, ne vem, Eddie Murphy, ampak ne, meni je bil moj učitelj v bistvu. Ne, tako da, k njemu te je najbolj vlekel in v bistvu zaradi njega si bil tam, vsi ostali so pa živijo in... Ja. Če bi jaz hotel, bi jaz lahko šel. Lahko avtogram, lahko na selfiju ni bilo, telefonov ni bilo takrat, pa tudi ni mi bilo pomembno. Sploh mi interes, ne? Ja, pač, to je to pač. Pa ne vem, vse je bilo še, Janis Kuros, ki je bil najboljši maratonc nekaj let, pa ne vem, z njim sem bil, pa sem se tudi pogovarjal z njim. Potem Ašrita je moj prijatelj, Ašrita Furman, on je Guinnessov rekorder vseh rekordov. Se pravi, rekorder, ki ima največ rekordov v Guinnessovi. No, on je moj duhovni brat, bom rekel. Ne. To so pač nekateri, najbrž sem kakšno spustil, ampak to meni ni pomembno, to je meni sekundarno v bistvu. Ne. Jaz sem pač v oddaji z Martinom Strelom pač povedal, da sem pač bil prisoten, ko se je on srečal z Šičin mojem, z Carl Lewisom, z tem Michael Waldenom, se sem pozabil s kom še, pač, ja, sem Muhamed Ali in tako naprej. No, ja. To sem zdaj pač omenil, pač, da bi njega, ker mi je moj prijatelj, da bi ga pač zaščitil, ker so ga tam pač pljuvali. Ker danes, ker se pač, ne vem, poveš nekaj, te takoj pač ne. Nisem pač imel ta občutek, jaz sebe ne bom ščitil, ampak če mi je nekdo drag, pač ne. Pa če lahko ne bo. Pa če lahko pač, ja. Ja. No, in to je ta problem, ker smo danes v bistvu obkroženi z negativizmom, z besom, s fovšijo. Tako da, ker smo na koncu oddaje, povej, rečemo eno lepo misel, oziroma s čim bi zaključil, kaj bi gledalcem in gledalkam za konec namenil, posvetil? Da nikoli ne obupajo. Da upanje zadnje umre. Oziroma, da če negujemo upanje, upanje nikoli ne umre. Upanje je žarek svetlobe, ko čutimo, da bomo dobili pomoč od nekoga. Svetoval bi gledalcem, ne vem pač, a je, kako bi rekel, hvaležno, da svetujem nekaj, ampak ne vem, da enostavno
da niso razočarani nad svojim trenutnim stanjem, bodi si, da je to depresija, kakršnakoli anksioznost, ker to ni končni izdelek. In to ni, kar v popolnosti predstavlja njih. Njihov pravi jaz je dosti boljši, kot pa to, kar čutijo zdaj. Tako da naj ne obupajo in naj delajo na sebi. Odlično povedano. Mislim, da je tole za konec odlična misel, tako da hvala za gledanje, hvala za gostovanje. Upam, da se vidiva še kdaj na kakšno zanimivo temo. Prijetno je bilo s tabo sodelovati. Hvala enako.